Zaslišanih je bilo do zdaj 14 prič. Zaslišanja so bila v glavnem javna in ste jih novinarji spremljali pravzaprav v živo. Strinjali se boste najbolj z mano, da niti ena, torej ponavljam, niti ena od prič ni potrdila navedb, ki so bile danes predstavljene. Niti ena. In to je zaskrbljujoče. Še bolj zaskrbljujoče pa je to, da ugotovitve gospoda Cvikla, gospoda Mogeta in gospe Cvete Zalokar Oražem temeljijo na tako imenovanem izvedenskem mnenju dr. Prebila, za katerega pa se je že izkazalo, da je pristransko in da ne temelji na pridobljeni dokumentaciji, ki jo imamo v kletnih prostorih. Spomnite se samo nerastnice v zvezi z garancijskimi roki. Brigadir Bavčar je na zaslišanju z argumenti demantiral vse danes navedene ugotovitve trojke Cvikl, Moge in Zalokar. In to je razlog, zakaj se tako hiti s to predstavitvijo teh ugotovitev na komisiji. Med preiskavo se je pokazalo, da obstaja zaradi načina dela predsednika in pridobljene dokumentacije resen sum, da je preiskovalna komisija namenjena pravzaprav obračunu Pavčkove sistemske tehnike, seveda s pomočjo predsednika gospoda Cvikla, z Ministrstvom za obrambo in s Finsko patrijo. Med postopkom so se odkrile politične, poslovne, osebne povezave predsednika s predstavniki neizbranega ponudnika in zato je bila strani 3 poslancev v skladu z zakonom in poslovnikom vložena zahteva po zaslišanju gospoda Milana Martina Cvikla. Seveda, gospod Cvikl ne želi biti zaslišan, ker se zaveda dejstev, ki so zanj obremenjujoča. Zato poslanska skupina Socialnih demokratov ne bo predlagala nadomestnega člana, ki bi postal predsednik te preiskovalne komisije. Socialni demokrati s svojimi dejanji pravzaprav onemogočajo delo preiskovalne komisije in si ne želijo končnega poročila, ki bi se ob upoštevanju pričanja gospoda Bavčarja in zaslišanja gospoda Cvikla bistveno razlikovalo od danes predstavljenih spoznanj poslanke in 2 poslancev. Zato v Slovenski demokratski stranki z tega mesta pozivamo socialne demokrate, da predlagajo novega člana v preiskovalno komisijo in s tem omogočijo pripravo končnega poročila, ki bo temeljil na dejanskih ugotovitvah in ne bo plod konstrukta gospoda Milana Martina Cvikla. Hvala lepa. Vsem lep pozdrav tudi z moje strani, mogoče samo še nekaj besed. Lahko samo malo prekinem, lahko stopite prosim na sredino. Hvala lepa. Tako je v redu. Kaj nam govori ta besednjak, ki ga spremljamo praktično pri vseh tistih zadevah, glede katerih se želi v javnosti vzbojati dvom o tem, ali je nekaj res ali ne. Besednjak, ki govori, ne moremo niti potrditi, niti ovreči suma. Govori nam, da gre za politikanstvo in ne za to, čemur je bila preiskovalna komisija namenjena. Kajti ravno temu je bila preiskovalna komisija namenjena, da potrdi ali povrže sum. Vse ni bila namenjena temu, kar je počela zadnje leto, da zganja medijski šov z raznimi zaslišanji in spušča v javnost vsake toliko časa neko bombico iztrgano iz konteksta, za katero se kasneje ugotovi, da ni resnična, kot je bil to primer s temi garancijami, ki so se en mesec raziskovale, ali 20 plus 10 plus 30 je 60 ali ni. In temu, čemu smo sedaj priča, je zelo slabo. Slabo je za parlamentarno demokracijo, slabo je za signale, ki jih tak način spušča v javnost, ker je postopek, ki so ga obrali člani komisije iz strani opozicije v nasprotju z veljavno zakonodajo. Tega zakonodaja ne predvideva in naš namen je, da bi se tej preiskavi prišlo do zaključka tako, da se državnemu zboru posredujejo ugotovitve, kot jih je danes posredovala komisija, ki sem jo vodil sam. Ugotovitve, v katerih zelo jasno piše tisto, kaj je bilo na podlagi preiskave ugotovljeno. Ni nobenega dvoma o tem, ali da ali ne.
In v naši stranki smo pripravljeni sedeti, na kolikor je potrebno izrednih sejah državnega zbora, da do tega končnega poročila komisije, ki jo je vodil Milan Martin Cvikl, pride. Vendar pa so na potezi Socialni demokrati, če so spoštovali zakonodajo, so bili sprejemani sklepi z njihove strani s 3 od 7, potem upam, da jo bodo spoštovali tudi v tem primeru. Daleč od tega, kar je bilo očitano, da bi želeli, da do končnega poročila ne pride. V Slovenski demokratski stranki tudi želimo, da bi policijska in tožilska preiskava, ki jo vodijo naši preiskovalci skupaj s finskimi, dala rezultate čim prej. Na vsak način pa si želimo, da bi se to zgodilo pred jesenjo. Menimo, da je to v interesu vseh. Hvala lepa. Hvala lepa. Je bila predstavitev, v mojem mnenju, neverodostojnega in pristranskega poročila 3 članov preiskovalne komisije v poslu 8x8. V Slovenski demokratski stranki ugotavljamo, da obstajata 2 razloga za današnjo predstavitev ugotovitev poslanke in 2 poslancev preiskovalne komisije, ki preiskujejo nakup 8x8. Prvič, nevtralizirati za socialne demokrate, liberalne demokrate in stranko Zares obremenjujoče končno poročilo tako imenovane Černačeve komisije. Drugič, predstaviti ugotovitve, ki so po mojem mnenju neverodostojne in ne temeljijo na dejanskih ugotovitvah, še preden se v poročilo vnesejo ugotovitve ključne priče. To pa je brigadirja Bavčarja, ki je na zaprtem delu seje, torej na seji, za katero še nismo dobili zapisnika niti magnetograma, se je izkazalo, da je pravzaprav demantiral vse trditve o domnevnih nepravilnostih in zato obstajajo tudi dokumenti, magnetogram in zapisnik, ki pa seveda ni vključen v teh ugotovitvah, o katerih so danes govorili poslanca in pa poslanka Zaresa. V Slovenski demokratski stranki imamo občutek, da so bile danes predstavljene ugotovitve pripravljene in napisane že ob ustanovitvi preiskovalne komisije za nakup 8x8, saj ne temeljijo na pridobljeni dokumentaciji in opravljenih zaslišanjih. Zaslišanjih je bilo do zdaj 14 prič. Zaslišanja so bila v glavnem javna in ste jih novinarji spremljali pravzaprav v živo. Strinjali se boste najbolj z mano, da niti ena, torej ponavljam, niti ena od prič ni potrdila navedb, ki so bile danes predstavljene. Niti ena. In to je zaskrbljujoče. Še bolj zaskrbljujoče pa je to, da ugotovitve gospoda Cvikla, gospoda Mogeta in gospe Cvete Zalokar Oražem temeljijo na tako imenovanem izvedenskem mnenju dr. Prebila, za katerega pa se je že izkazalo, da je pristransko in da ne temelji na pridobljeni dokumentaciji, ki jo imamo v kletnih prostorih. Spomnite se samo nerastnice v zvezi z garancijskimi roki. Brigadir Bavčar je na zaslišanju z argumenti demantiral vse danes navedene ugotovitve trojke Cvikl, Moge in Zalokarja. In to je razlog, zakaj se tako hiti s to predstavitvijo teh ugotovitev na komisiji. Med preiskavo se je pokazalo, da obstaja zaradi načina dela predsednika in pridobljene dokumentacije resen sum, da je preiskovalna komisija namenjena pravzaprav obračunu Pavčkove sistemske tehnike, seveda s pomočjo predsednika gospoda Cvikla, z Ministrstvom za obrambo in s finsko patrijo. Med postopkom so se odkrile politične, poslovne, osebne povezave predsednika s predstavniki neizbranega ponudnika in zato je bila strani 3 poslancev v skladu z zakonom in poslovnikom vložena zahteva po zaslišanju gospoda Milana Martina Cvikla.